Wall Street pravi, da bo IPO podjetja OpenAI ustvaril bilijonarje, a resnica je veliko temnejša. Lahko uniči vašo pokojnino. V njihovem računovodstvu je skrita napaka, o kateri nihče ne govori. Njihovi prihodki so leta 2026 dosegli $25 milijard in to še ni vse. Želijo si IPO v vrednosti od 750 milijard do $1 bilijon. To je 30 do 40 krat več, kot dejansko ustvarijo prihodkov. Vsi praznujejo, kot da gre za zlato mrzlico v tehnološkem svetu, a to ni bogastvo. To je finančna časovna bomba, ki bi lahko sprožila kaos na Wall Streetu. Vrednotenje IPO-ja. OpenAI je tista številka, ki krši vsa pravila za podjetje za programsko opremo. To deluje le, če jim nekako uspe zajeti celoten svetovni trg umetne inteligence in zmanjšati obratovalne stroške na skoraj nič. Kar pa je zelo malo verjetno, če pogledamo, kaj je dejansko potrebno za izgradnjo in upravljanje teh sistemov. Običajna programska podjetja so visoko vrednotena, ker so predvidljivi stroji za denar, pri katerih skorajda ni dodatnih stroškov za vsako novo stranko. OpenAI. No, tukaj je zgodba ravno obratna. Obstajajo ogromni stroški infrastrukture, velike potrebe po električni energiji in hlajenju, ter stroški, ki rastejo z vsakim uporabnikom. Od vlagateljev se pričakuje, da bodo vložili ogromno denarja in stavili na to, da se bo v prihodnosti vse popolnoma izšlo, čeprav so začetni izdatki in stalno trošenje denarja ogromni. To je drzno, vendar je prehod od današnjih prihodkov do $1 bilijon ogromen skok, takšen, ki deluje le na papirju. Da bi dosegli takšno raven, bi moralo iti vse popolnoma po načrtih, a popolnost je v tehnologiji redka. Pomislite na to takole. Običajna hiša v mirnem predmestju, vredna $500,000, stoji na trdnih temeljih. Ima zanesljivo konstrukcijo, vzdrževanje, na katerega se lahko zanesete, in vodovod, ki deluje. Vsi se strinjajo s to ceno, ker je zgradba preverjena in zanesljiva. Na sosednji parceli nekdo poskuša prodati bleščeč 100-nadstropni stekleni nebotičnik za $8 milijonov. Nadaleč izgleda impresivno, a od blizu je vselej slepilni trik. Ni trdnih temeljev, ni jeklenega ogrodja, zasidranega v podlago. Vsako nadstropje, vsaka steklena plošča, vsaka oseba v notranjosti počiva na nečem, kar tega sploh ne more zdržati. Točno to počne tvegani kapital z umetno inteligenco. Za zdaj drži celotno strukturo skupaj. Ogromna obremenitev je neusmiljena, stroški infrastrukture za umetno inteligenco pa naraščajo. Za razliko od običajne programske opreme, umetna inteligenca ne deluje po logiki ničelnih mejnih stroškov. Vsakič, ko nekdo vpiše poziv, se mora dejanska strojna oprema zagnati in porabiti vire. Običajno iskanje v Googlu ali prenos datoteke iz oblaka je poceni dostop do baze podatkov. Stane le nekaj centov ali manj. Generativna umetna inteligenca pa je povsem drugačna zgodba. Ko model ustvari pravno mnenje ali sliko visoke ločljivosti, naredi veliko več kot le pridobivanje že obstoječih podatkov. Pravzaprav ustvari nekaj povsem novega iz nič. In to je velika prelomnica. Zdaj pa je vprašanje, kako dobro in kako daleč lahko gre. To je proces, ki stane veliko več, kot je človeštvo pripravljeno sprejeti. In ta denar mora priti od nekje. OpenAI izgublja denar s takšno hitrostjo, da si tega težko predstavljamo. Trenutno notranje številke kažejo, da bodo leta 2026 izgubili vsaj $14 milijard, samo da bodo lahko obdržali luči prižgane in modele delujoče. Zadnje notranje revizije potiskajo to številko proti $25 milijardam ali celo več, saj povečujejo računsko moč v iskanju naslednjega preboja. In se tu ne konča. Letno kurjenje denarja bi lahko samo v letu 2027 poskočila na $57 milijard. Če vse skupaj seštejemo, pa skupno kurjenje denarja do leta 2030 zdaj znaša okoli $665 milijard. To je več kot $111 milijard več, kot so napovedovali še pred nekaj meseci. Razlog? Stroški infrastrukture so eksplodirali daleč preko vseh načrtov. Elektrika, prilagojeni podatkovni centri, nenehne nadgradnje čipov. Vsak del stane več, kot so pričakovali. Vsak posamezen dolar prihodka, ki ga ustvarijo, jih stane veliko več za pridobitev. Rast te težave ne reši, jo še poslabša. Več uporabnikov pomeni več pozivov. Več pozivov pomeni več delujoče strojne opreme, kar pomeni večje izgube. Vse to je vgrajeno v model, da bi preprečili, da bi strežniki ugasnili in si zagotovili 18 do 24 mesecev manevrskega prostora. OpenAI računa, da bo s to javno ponudbo delnic zbral do $60 milijard, ne za svetovno prevlado ali nove pisarne, ampak za preživetje. Če denar ne pride, bo moral nekdo napisati ček. Zakaj bi torej Wall Street prostovoljno praznil svoje račune, da bi nahranil stroj?
Poznajo številke o izgubah, vidijo, kako se kopiči rdeče številke. Kljub temu je načrt še vedno, da se preda 100 milijard dolarjev, kot da ni nič posebnega. Borza je v bistvu zaprt sistem pretoka denarja. V delnicah, obveznicah, vzajemnih skladih, pokojninskih računih in kupčkih gotovine dejansko kroži le določena količina denarja. Skupni znesek se ne poveča čarobno samo zato, ker si nekdo želi več. Vsak dolar, ki priteče v delnice OpenAI, pride od drugod. Ko hitro potegnejo ogromne vsote, začne vse nižje v verigi trpeti zaradi pomankanja. Kupci, ki lahko dejansko napišejo ček za 100 milijard dolarjev, niso mali trgovci ali mali vlagatelji na trgovalnih aplikacijah. To so velikani. Državni premoženjski skladi z Bližnjega vzhoda, državni pokojninski načrti, največji vzajemni skladi in skladi na svetu ne sedijo na kupih gotovine. Neaktivni denar izgublja vrednost zaradi inflacije. Vsak dolar mora biti popolnoma investiran v skladu s strogimi pravili. Da bi lahko vlagali v IPO OpenAI, morajo ti skladi sprostiti gotovino. Začnejo s sredstvi, ki jih je najlažje premakniti brez povzročanja kaosa, kot je Apple. Delnice Apple so zelo likvidne, saj se vsak dan trguje z milijoni delnic. Zato skladi prodajajo velike pakete delnic in cena začne skoraj takoj padati. Enako naredijo z drugimi delnicami, kot sta Tesla in Amazon. Upravljavci preusmerjajo denar iz preverjeno uspešnih delnic spletno-trgovskih podjetij v novo bleščečo stvar, o kateri vsi govorijo. To niso nežne transakcije. Na trgu se pojavi močan prodajni pritisk. Cene padajo. Prisiljeno uravnoteženje se sproži v vseh portfeljih. Toda to je šele prvi val. Prava škoda pride na to. Trgovalni algoritmi spremljajo vsak premik, vsak porast v obsegu trgovanja. Ko opazijo premikanje velikih blokov, samodejno odprejo kratke pozicije, da se zaščitijo. Vzdrževalci trga, podjetja, ki ohranjajo sistem v pogonu, prodajajo še več istih delnic, da ostanejo nevtralni. Cene še hitreje padajo. Nižje cene sprožijo prodajne naloge za omejitev izgub pri običajnih vlagateljih, ki sploh niso nameravali prodajati. Na trg pride še več prodaje, avtomatizirane kratke pozicije se kopičijo, panika se sama stopnjuje. In tako se začne začarani krog. Trdne, dobičkonosne družbe, tiste, ki dejansko ustvarjajo dobiček iz leta v leto in na katerih temelji večina pokojninskih računov tipa 401k in pokojnin, se prodajajo samo zato, da se financira novinca. Denar se jemlje iz preverjenih zmagovalcev, da se pokrije potrebe podjetja, ki izgublja milijarde. Tehnološki sektor ne propade zaradi slabih dobičkov. Propade zato, ker likvidnostni vakuum zaradi financiranja IPO prisili k agresivni prodaji povsod. To je točno razlog, zakaj bo IPO podjetja OpenAI zlomil borzo. Sama mehanika financiranja uniči vrednost povsod drugje, še preden se delnice sploh začnejo množično trgovati. Otok je resničen in domnevna varnostna mreža, na katero vsi računajo, je naslednja na udaru. Odliv likvidnosti je hud. Veliki skladi prodajajo Apple, Tesla, Amazon, da bi zbrali milijarde za OpenAI. To bo kratkoročno prizadelo nekatere cene, ampak veličastna sedmerica, to so pošasti. Microsoft in Nvidia imata sami po sebi bilijone tržne kapitalizacije z bilancami, ki so videti neuničljive. Imajo globoke žepe in ogromne denarne tokove. Preprosto bodo absorbirali šok, morda celo posredovali in podprli OpenAI, če bo šlo kaj narobe. Veliki tehnološki giganti so že prej rešili situacijo in jo bodo še, kaj ne? Microsoft je že vložil milijarde v OpenAI in ima v lasti velik delež. Nvidia je povezana s prodajo čipov prav za takšne vrste AI projektov. Če bi kdo lahko prenesel 100 milijardni odliv likvidnosti, brez da bi trenil z očesom, so to oni. In na prvi pogled to ima smisel, razen da se to ne bo zgodilo. Microsoft in Nvidia nista rešitelja, ki prihajata na pomoč. Priklenjena sta na isti potapljajoči se čoln kot OpenAI. Povezave so tako globoke, da ko eden začne toniti, gredo tudi ostali na dno. Vzemimo najprej Microsoft. V OpenAI ne vlagajo le mimogrede. Imajo približno 27% lastništva v OpenAI, kar je vredno okoli 135 milijard dolarjev, a ta delež bi se lahko podvojil na 270 milijard dolarjev, če OpenAI doseže vrednotenje bilijon dolarjev, o katerem vsi govorijo. Zagotovili so si 20% delež prihodkov OpenAI vsaj do leta 2032. Del, ki je res pomemben, je kako denar dejansko kroži. Velik del prvotne naložbe v višini 13 milijard dolarjev ni prišel kot gotovina, ampak kot dobropisi Azure. OpenAI uporablja te kredite, da Microsoftu plača najem strežnikov. Denar zapusti Microsoftov žep in se skozi prihodke iz storitev v oblaku vrne nazaj. To je zaprt krog, ki na papirju izgleda genialno, dokler ni več tako. Začeli ste se potiti zaradi skrbi, da vam bo umetna inteligenca izbrisala prihodke v prihodnosti. Ne paničarite, imamo pravo zgodbo. Ne pozabite všečkati, deliti in se naročiti, preden to namesto vas naredijo algoritmi.
Če bo javna ponudba delnic resno preverjena in se vrednotenje sesuje, ali če bo cash burn prisilil OpenAI, da zmanjša uporabo strežnikov, se celoten krog zlomi. Microsoft skoraj čez noč izgubi svojo največjo stranko za Azure. Tisti namenski podatkovni centri za umetno inteligenco, ki jih je zgradil Microsoft, niso kar tako uporabni za običajno shranjevanje v oblaku. Specializirani so zahtevne obremenitve sistemov umetne inteligence, tekočinsko hlajenje, ogromno porabo energije, posebne postavitve. Prihodki bodo neposredno prizadeti. Približno 45% od približno 625 milijard dolarjev Microsoftovega komercialnega portfelja neizvedenih naročil je vezanih na zaveze OpenAI. Ko bodo objavljeni rezultati, povezava ne bo več špekulacija. Če en velik najemnik odide, je na kocki več milijard prihodkov. Nvidia je v popolnoma isti pasti, morda celo še slabši. Njihovo poslovanje s podatkovnimi centri je eksplodiralo zaradi vodilnih laboratorijev umetne inteligence, kot je OpenAI, ki porabljajo neverjetne količine čipov. Več kot 80% nedavne rasti podatkovnih centrov prihaja iz te majhne skupine strank. Napovedi podjetja Nvidia predvidevajo, da se bodo ta ogromna naročila nadaljevala. Do konca leta 2027 napovedujejo $1 bilijon skupnih prihodkov iz podatkovnih centrov. Večina tega je odvisna od tega, ali bodo OpenAI in drugi laboratoriji še naprej oddajali naročila. Če bo javna ponudba delnic prisilila v soočanje z realnostjo in se bodo izdatki zmanjšali, bodo ta naročila hitro usahnila. Sanje o $1 bilijon se čez noč spremenijo v vprašaj. Domnevni reševalci se utapljajo skupaj s tistim, ki naj bi ga rešili. Ni reševanja, ni prevzema. Le skupni zlom, ko so denarne zahteve prevelike. To se ne bo ustavilo pri dveh podjetjih. Veličastna sedmerica. Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Meta in Tesla trenutno predstavljajo 33 do 35% celotnega indeksa S&P 500. Ena od vsakih $3 v povprečnem ameriškem pokojninskem načrtu 401k je v bilancah teh sedmih podjetij. Ko denarmi odtok podjetja OpenAI ustvari likvidnostni vakuum, ki smo ga omenili prej, se temelji začnejo majati. Skladi tveganje opazijo zgodaj in začnejo prodajati. To sproži pasivne indeksne sklade, da samodejno prodajajo delnice. Kar se je začelo kot nekaj prodaj za financiranje IPO-ja, se spremeni v popoln zlom sektorja. Izginejo bilijoni tržne vrednosti. Ne zato, ker bi se podjetja poslabšala, ampak ker prisiljene poteze, povezane z matematiko podjetja OpenAI, vplivajo na vse. To je prav razlog, zakaj bo IPO podjetja OpenAI zlomil borzo. Varnostna mreža, na katero so vsi računali, se izkaže za največjo ranljivost v sistemu. Ko poči, gre skozi celoten indeks. Vsak pokojninski račun, ki se je zdel varen, je prizadet. Sama struktura trga začne odpovedovati v trenutku, ko likvidnostni bazen razkrije, kako prepleteno je vse skupaj. Škoda se širi, ne glede na to, ali si kdo to želi ali ne. Javna ponudba, to je skoraj smrtna obsodba. OpenAI je vse življenje deloval v senci kot zasebno podjetje. To je bila njihova zlata vstopnica. Lahko so kopičili katastrofalne izgube in jih skrivali pod plastmi pravljičnega prahu, tveganega kapitala, sporočil za javnost in nenehnega napihovanja zgodb o tem, da bodo obvladovali prihodnost vsega. Investitorji so zgodbo požrli v celoti, ker se je dobro slišala. Matematika se bo sčasoma že izšla. Vsaj tako so si vsi govorili. Izgube v višini od 14 do 25 milijard dolarjev za leto 2026, ki naj bi poskočile na 57 milijard v letu 2027. Skupna poraba denarja so zdaj popravljena navzgor na 665 milijard dolarjev do leta 2030. Vse to je ostalo skrito. Le ožji krog je videl celotno sliko. Vsi ostali so dobili olepšano različico. Vrednost te hiše iz kart je ostala pokončna samo zato, ker nihče ni imel pogleda v dejanske poslovne knjige. V trenutku, ko vložijo dokumentacijo za javno ponudbo, ta zaščita izgine. Uveljavijo se stroga pravila SEC. Ni več skrivanja za NDA-ji, selektivnimi uhajanji informacij ali diapozitivi, zaupajte nam. Wall Street prvič dobi nefiltrirano resnico in ta resnica je brutalna. Regulatorne prijave bodo razkrile dejansko razmerje. Poraba za infrastrukturo umetne inteligence je izven vseh meja. Električna omrežja se prenavljajo, gradijo se posebni podatkovni centri s tekočinskim hlajenjem in ogromnimi dovodi električne energije. Čipi se nadgrajujejo vsakih 18 mesecev, ker se strojna oprema hitro ši. Medtem pa so dobički končnih uporabnikov daleč od pričakovanih. Izgube niso faza, iz katere bi izšli, so strukturne. Vsak nov uporabnik ne prinese dodatnega zaslužka, poveča izgube. Kar je trg ocenil kot lahkotno digitalno aplikacijo, se izkaže za težak industrijski infrastrukturni projekt brez prostora za napake. Nenadoma je ta sanje o $1 bilijonu pod drobnogledom. Investitorji, ki so zgodbi slepo verjeli, se zdaj morajo soočiti z realnostjo.
Javna ponudba delnic bo ali precej pod pričakovanji, kar pomeni katastrofo za celoten trg, ali pa bo zmanjšana ali celo popolnoma odpovedana, kar je še slabše. Wall Street bi moral priznati, da osnovna enačba ne deluje. Rast prihodkov ne more prehiteti stroškov infrastrukture. Tržna vrednost zasebnih zagonskih podjetij na področju umetne inteligence, ki znaša 1,6 bilijona dolarjev, bi bila prav tako takoj soočena z realnostjo. Skladi začnejo prodajati vse, kar je povezano z umetno inteligenco. Kar je prej izgledalo kot neustavljiv zagon, se čez noč spremeni v precenjen balon. Leta zasebnega tveganega financiranja so podjetju OpenAI omogočila, da je ravnalo precej po svoje. Prilagojene metrike so napihovale zgodbo. Ogromni stroški so bili skriti pod nejasno oznako raziskav in razvoja. Prodajali so sanje o izjemno visokih maržah, značilnih za programsko opremo. Zvezna vlada se ne gre te igre. Pravila SEC zahtevajo pravo računovodstvo, kar pomeni, da je treba vsak kos strojne opreme obravnavati kot industrijsko sredstvo, ki izgublja vrednost, kar v resnici tudi je. Tukaj finančna realnost udari kot tovorni vlak. Tisti namenski grafični procesori, ki poganjajo najnaprednejše modele, niso večna infrastruktura kot mobilni stolp ali podmorski kabel. Vrhunski čip za umetno inteligenco ostane konkurenčen, morda 24 do 36 mesecev, preden ga nova arhitektura naredi zastarelega. Upravljanje z 10.000 ali 100.000 grafičnih procesorjev v razsežnih podatkovnih centrih je izjemno zahtevno. Poročila bodo morala vsako četrtletje prikazovati milijardne odpise strojne opreme. Bruto marže bodo globoko v rdečih številkah. Izgubljajo denar že zaradi samih fizikalnih omejitev računske obdelave, še preden upoštevamo plače, elektriko ali karkoli drugega. OpenAI bo moral razkriti dejanske omejitve v resničnem svetu, ki zavirajo širitev. Izgradnja 1 gigavatnega AI grozda ni samo stvar nakupa čipov, gre tudi za zagotovitev dovolj električne energije. Nadgradnja regionalnega omrežja pomeni stotine mil daljnovodov visoke napetosti, transformatorskih postaj in večletno čakanje na znižalne transformatorje, na katere se že zdaj dolgo čaka. Dobavni roki na mnogih trgih se podaljšujejo proti 48 mesecem. Nobena količina denarja ali navdušenja ne more izdelati transformatorjev ali spremeniti zakonov fizike. Model rasti naleti na zid. Ne morejo pridobiti dovolj energije dovolj hitro, da bi sledili porabi denarja. Ko revidirani izkazi postanejo javni, vsi vidijo resnico. Negativna ekonomika na enoto in večletna ozka grla v infrastrukturi. Algoritmi se v trenutku obrnejo. Nenadoma se ekosistem, povezan z umetno inteligenco, Nvidia, Microsoft, AMD, veliki ponudniki oblačne infrastrukture, na novo ovrednoti. To povzroči resnično škodo finančnemu sistemu. Hedge skladi in vlagatelji so najemali posojila, zavarovana z deleži v teh tehnoloških velikanih in povečevali svoje pozicije. Ko pride do objav, ta papirnata vrednost nenadoma izgine. Skladi hitijo prodajati vse, kar lahko. Tehnologijo, industrijo, osnovne potrošne dobrine, karkoli se premika najhitreje. Bolečina se ne ustavi pri delnicah, naslednji jo občutijo kreditni trgi. Razmiki pri podjetniških obveznicah se povečajo, ko vlagatelji spoznajo, da je bil dolgo obljubljeni čudež produktivnosti umetne inteligence zgrajen na pesku. Podjetja, ki so se zadolžila, da bi sledila integraciji umetne inteligence, so zdaj videti finančno preobremenjena. Če vodilni laboratoriji ne morejo ustvariti dobička, so uporabniki nižje v verigi, ki so stavili na isto tehnologijo, še bolj tvegani. Zasebni stolp vrednotenja umetne inteligence v višini 1,6 bilijona dolarjev se sesuje. Nič od tega se ne zgodi zaradi kakšnega viralnega tvita ali slabega konferenčnega klica ob objavi rezultatov. To se zgodi, ker SEC zahteva preglednost, ki je zasebni trgi nikoli ne zahtevajo. Bilijoni papirnatega bogastva izpuhtijo ne zaradi strahu, ampak zaradi matematike, ki je ni več mogoče prezreti. In posledice se še naprej širijo. Iste fizične omejitve že zdaj pritiskajo na Nvidino dobavno verigo do točke zloma. Proizvodne linije, ki sestavljajo čipe, so že zdaj preobremenjene. Zmogljivosti za specializirano pakiranje so omejene, zalog pomnilnika z visoko pasovno širino pa zmanjkuje. Vsaka upočasnitev na teh področjih lahko povzroči, da milijarde obljubljenih zmogljivosti ostanejo neizkoriščene, kar lahko spremeni razcvet podatkovnih centrov v pokopališče na pol zgrajenih grozdov. Razpoke nastajajo že zdaj, globje, kot priznava večina naslovnic. Če želite videti, kako ti isti fizični pritiski postavljajo celotno čipovsko cesarstvo Nvidia na rob in zakaj lahko ena šibka točka sproži verižno reakcijo ter nov val padca, si oglejte nadaljevanje. Zakaj bo dobavna veriga Nvidia še močneje pretresla trg? Nadaljuje se točno tam, kjer se tole konča.